Stani! Stani! Prihajali smo na organizacije kot muslimani, prihajali smo z odprtostjo, milino, ljubeznijo in strastjo, ki so jih imeli v teh prostorih družbene pravičnosti. To me je res spodbudilo, da sem se sprejela vero. Po zmagi Moma Mamdanija se DSA širi in želi povečati svoj politični vpliv po vsej Ameriki. Vedeli smo, da to niso bile zmage le za en izvoljeni položaj, to so bile zmage gibanja. 10 politikov zdaj kandidira za funkcije v New Yorku na listi Demokratičnih socialistov Amerike, vključno z 2 kandidatoma za kongres. Boj za popolno izkoreninjenje Zahoda ni izjava, ki bi jo pričakovali slišati neposredno od nekoga, ki je bil pravkar izbran za zastopanje New Yorka. Da, ne eden, ampak 3 nori politični kandidati so bili izbrani potem, ko jih je priporočil Mamdani. In zdaj lahko v bistvu rečemo, da se je islamistična zarota, da bi uporabili socialiste za prinašanje radikalizacije v Ameriko, res izkazala za resnično. Želim si, da bi lahko rekla, da pretiravam, ampak to je Dara. Liza Daraliza Avila Chevalier. Ona je ustanoviteljica Quada in to je njihov cilj. Boriti se za popolno izkoreninjenje zahodne civilizacije. Iščemo skupnost in uničenje strani militantov v državah globalnega juga. To si je ogledalo 1,7 milijona ljudi in je popolnoma noro. Daraliza je sama po sebi nora, vendar imamo še slabše kandidate, ki so jih izbrali Američani, izbrani pa so bili zaradi DSA. Če še ne veste, kaj je DSA, se morate o njih poučiti, ker se je njihov načrt, njihova zarota za uničenje Amerike napredovala tako hitro in tako intenzivno, ter nas je toliko presenetila. In zdaj je čas, da se začnemo ukvarjati s to organizacijo takšno, kot v resnici je. Poleg dejstva, da dobesedno olepšuje islamizacijo, kar je samo po sebi noro, poslušajte, kaj pravi, da je njen načrt. Prihajale smo na organizacijska srečanja kot muslimanke. Prihajale smo v ta prostor z milino, ljubeznijo in strastjo, ki so jih imele v teh prostorih družbene pravičnosti. To me je res spodbudilo, da sem se sprejela vero. In želim si zagotoviti, da to odražam v vsakem prostoru, v katerem sem. In da, veste, inšala, če nam uspe priti v kongres, da bomo to odražale tudi v centrih moči. Jasno, izjavila je. Želi odražati islam v kongresu. Preprosto, enostavno, ampak ne skrbite, fantje, ne skrbite, fantje. Ni samo hodnike kongresa, ki jih te ljudje želijo predstavljati. Aktivno promovirajo teroristično spominsko blago. To je Palestinka Abar Kavas, ki je osvojila svoj sedež v senatu Zvezne države New York in maha z dejansko zastavo Hamasa. Stani! 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 Celoten prekleti sistem, vstani. Celoten prekleti sistem, ustavite ga! Stani! 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 Torej imate zdaj eno žensko, prav? Ki trdi, da je njeno poslanstvo in organizacija, v kateri je delala, uničiti zahodno civilizacijo. Druga ženska, ki pravi, ja, sem ponosna podpornica teroristov in zdaj zastopata ameriško ljudstvo v vladi. Zdaj, kako za vraga se je to zgodilo, je vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo. Mimogrede, dobrodošli v oddaji The Pushback. Tukaj sem vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti in narediti vse potrebno. Kmalu imam zelo razburljivo novico o nečem novem, na čemer delamo. Zato ostanite z nami in se nam pridružite na tej poti. Bilo bo čudovito. Lahko boste pomagali in podprli to, a kmalu bomo to tudi uradno objavili. Ljudje, to, kar se tukaj dogaja, je popolnoma noro. In deloma se začne z nečim, kar se imenuje DSA. Ta kanal se je, mislim, začel pred 2 dnevoma in junija 2026 ima že 139.000 sledilcev, ker počnejo to, kar imenujejo DSA, spremljanje demokratičnih socialistov Amerike. Zdaj, če pomislimo, da so DS, socialisti, radikalna, nora levičarska ideologija, proti kateri se je Amerika toliko let borila, da je ne bi infiltrirala. Zdaj dejavno sodelujejo pri tem. Izbirati ljudi, ki bodo šli v vaš senat, je popolnoma noro. In ni težko videti, kako nevarna je ideologija, ki jo oni promovirajo.
Kaj ne? Torej, demokratična socialistka in demokratična kandidatka za New York, Claire Valdez, je zdaj prejela več kot $500,000 od islamističnega lobija. Prej je bilo to $100,000. DSA in islamisti sodelujejo z roko v roki, da bi uničili Ameriko. O tej rdeče-zeleni navezi že vemo. To je stara zgodba. Zgodba je stara kot svet. Videli ste, kaj se je zgodilo z rdečimi in zelenimi v Iranu. V trenutku, ko so islamisti prišli na oblast, so izkoreninili in odstranili vse socialistične miselnosti, kar je točno to, kar nameravajo narediti tudi tukaj. Ampak v vlado postavljajo najbolj nevarne ljudi. In ko rečem oni, mislim, da je to del njihove strategije. To ni le napaka. Tukaj je odličen video organizacije Canary Mission, ki to razlaga. Po zmagi Moma Mamdanija se DSA širi, da bi povečala svoj politični vpliv po vsej Ameriki. Vedeli smo, da to niso bile zmage samo za en izvoljeni položaj. To so bile zmage gibanja. 10 politikov zdaj kandidira za funkcije v New Yorku na listi demokratičnih socialistov Amerike, vključno z 2 kandidatoma za kongres. Poskrbeli bomo, da nas kot sile ne bo mogoče prezreti. Mimogrede, to je Hasan Pikr. Veste, tisti, ki pravi, da si je Amerika zaslužila 11. september. Ja, in da komaj čaka, da bo kapitalistična kri tekla po ulicah. In ne samo newyorška politika. Ampak politika po vsej državi. Vsi kandidati DSA sledijo isti poti. Začnejo z radikalizmom na univerzah, nato preidejo k organiziranju na ulicah, potem pa kandidirajo za funkcije s podporo aparata DSA. DSA v New Yorku so zgradili iz nič. Zgradili so celoten politični aparat. DSA moramo spremeniti v tovarno. Prehod iz zunanjih agitatorjev k ljudem s pravo močjo. Prvi korak. Radikalizem na univerzah. Tako kot Mom Mamdani je več kandidatov začelo svojo radikalizacijo prek študentskih aktivističnih skupin, kot je Študentje za pravičnost v Palestini ali SJP, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja nasilnega upora v Ameriki. To je kmet. To je oče. Drugi korak. Organiziranje na ulici. Po končani fakulteti so ti kandidati odšli na ulice in organizirali proteste, povezane z izgredi gibanja Black Lives Matter, shodi v podporo Hamasu in skrajne sindikate. Veliko kandidatov DSA je bilo večkrat aretiranih zaradi vstopa na zasebno lastnino in blokad prometa, ki so bile organizirane z namenom aretacije. Bili smo aretirani. Že več kot desetletje organiziramo skupaj z aktivisti gibanja Black Lives Matter. Pravkar smo zasedli pisarno Hopefula. Radikalni aktivizem je vstopnica za podporo DSA. In zdaj prihajamo na oblast, vstopamo v politiko. Ko so prepoznani, DSA novači radikalne organizatorje, kjer jih pripravijo, izobrazijo, podprejo in jim zagotovijo vire, ki jih potrebujejo za vstop v politiko. Prijatelj, s katerim sem se zbližal med našim organiziranjem, me je prosil, naj kandidiram za skupščino zvezne države. To se je zgodilo na sestanku volilne delovne skupine DSA v Queensu. Julija je bila novačena. Imela sem čas biti. Novačena, da kandidiram za funkcijo. Pridružila sem se DSA pravzaprav zato, ker so me novačili, da kandidiram za ta položaj. Dobila sem. Novačena strani DSA. Stroj demokratičnih socialistov ima svojo ceno. Ko kandidatka pridobi podporo DSA, njena zvestoba ni namenjena volivcem ali demokratski stranki, temveč samo DSA. Vsaka sestavina naše kampanje poteka kot skupni projekt naše Broward DSA in večje organizacije demokratičnih socialistov Amerike. Tem sem odgovoren, našim članom, ne samo tukaj v Južni Floridi, ampak več kot 100,000 članom po vsej državi. Moramo poskrbeti, da se zavedajo, da so člani te organizacije in da ta organizacija stoji za njimi. Mi smo vas ustvarili in če nas zapustite ali prekinete z nami, vam lahko to odvzamemo. To je potek. DSA izbere ulične agitatorje, jih spremeni v politične kandidate in jih podpre na poti do izvolitve, kjer jih lahko nadzoruje, da uresničujejo skrajno agendo DSA. Kot organizatorka ljudem rečem, naj organizirajo mene. S seboj pripeljemo gibanje. Gre za gibanje. Politiki DSA niso demokrati. So del mehanizma, ustvarjenega za spodkopavanje ameriške demokracije. Več o načrtih DSA za strmoglavljanje Amerike lahko izveste na canarymission.org. To je dobesedno ogabno. Veš, mislim, da ljudje pogosto mislijo, da pretiravaš, ko rečeš kaj takega, kot da obstaja načrt za uničenje Amerike. Obstaja prekleti načrt in to je tako jasno vidno. In deluje, ker iz nekega razloga obstajajo idioti, ki dejansko nasedajo temu, kar prodaja DSA. In prišli bomo do številk o tem, koliko neumnih Američanov je dejansko izbralo DSA, kot da predstavljajo demokratsko stranko. Vendar moramo pohvaliti Bena Shapira, ki izpostavlja podcasterje, ki so omogočili DSA.
Torej, ponovno, kandidiranje proti demokratski stranki je donosna politična strategija. V redu, prav. Zdaj imate še tretjo skupino. Ljudi, ki nas spremljajo zelo pozorno, kaj ne? Joe Rogan ali Theo Vaughn, ki sta zagotovo povsem zadovoljna, da gostita člane DSA in jim ne postavljata težkih vprašanj, ampak govorite o tem, kako revolucionarni so in kakšni so. Resnično, veste, politično spreminjajo stvari. Brez globokih vprašanj, brez resnih posledic za politiko, ampak delajo cool TikToke. In dokler delajo cool TikToke, navdihujoče TikToke in govorijo o problemih, kar je seveda tisto, o čemer rad govori svet podcastov. Nikoli ne marajo govoriti o rešitvah, ampak obožujejo ljudi, ki se samo pritožujejo nad problemi sistema, ker zdaj si med poznavalci in vse ostale neumnosti. Torej, to je precej velika skupina. Spet, za ljudi od 18 do 29 let, tisti, ki se izkopijo na sredini, to je 14%. To je ogabno. Ogabno je, da podcasterji omogočajo takšne stvari in da ljudje nasedajo tej smešni situaciji na TikToku. To je kot kandidati naredil simpatičen video, izbermo ga. Ampak vidiš, DSA lahko uspe samo, če so pripravljeni širiti to ideologijo, da je biti Američan nekaj groznega. In v tem so uspevali leta in leta in leta. Veš, nekako me preseneča ta celotna ideja, da so se ljudje preprosto odločili, da niso več ponosni na svojo državo. Ja, Trace, to me tako razjezi, ker živimo v najboljši državi na svetu, že samo zato, ker smo rojeni tukaj, v Ameriki. Smo eni izmed najbolj blagoslovljenih in privilegiranih ljudi na svetu. Zato objavljam na svojih družbenih omrežjih o vseh zmagah, ki jih prinaša predsednik Trump, o tem, kako dela Washington lepši, ker želim, da se mlajše generacije ponovno navdušijo nad Ameriko. Jaz sem, na primer, izjemno navdušena in ponosna, da praznujem 4. julij. Washington je videti čudovito. Povsod so Evropejci, ki občudujejo in se čudijo, in mislim, da bo to najboljši 4. julij doslej. Ljudje, ki prihajajo od kod? 2 od 10 demokratov pravita, da sta ponosna na Ameriko. 2 od 10 demokratov. To je ogabno število. Zdaj pa bodimo zelo, res izjemno jasni. DSA ni isto kot demokratska stranka, vendar uporabljajo demokratsko stranko. Poslušajte, kaj ima ta človek zapovedati. Kandidati kandidirajo kot demokrati. Smo na glasovnici demokratske stranke. Tekmujemo na predizborih. In ko so v zakonodajnem telesu, so del poslanskega kluba demokratske stranke. Ampak se ne strinjamo z načinom, kako vodstvo demokratske stranke organizira ali vodi svoj strankarski aparat. Zato poskušamo graditi neodvisnost s poudarkom na gibanju, ki ga vodijo prostovoljci. Demokratsko stranko je ugrabila radikalna socialistična stranka. In če še vedno ne razumete posledic tega, poslušajmo Chloe. Kaj se je zgodilo včeraj zvečer v New Yorku, bi moralo prestrašiti vse, in tukaj je razlog. V New Yorku so potekale demokratske predvolitve, vendar volivci niso izvolili običajnih demokratov, temveč so izbrali svojega še bolj levega socialističnega kandidata. Ti ljudje, vsi podprti strani Ilhan Omar in vsi sovražijo Ameriko. Ta, Darja Eliza, se je pred kratkim spreobrnila v islam in rekla, da bi ameriško zastavo uporabila za brisanje, če bi pozabila prtiček. Soustanovila je skupino na Univerzi Columbia, katere izrecno poslanstvo je bilo popolno izkoreninjenje zahodne civilizacije. Gre v kongres. Ta, Claire Valdez, je kandidirala z obljubo, da bo nezakonitim priseljencem podelila državljanstvo in volilno pravico. Uporabila vaš davkoplačevalski denar za transspolne operacije in ukinila zasebno zavarovanje. Komunistka v kongresu. Tudi Brad je zmagal, vendar je tehnično gledano Jude, zato se je moral pretvarjati, da ni, in narediti to, da je bil izvoljen. Allah kdo? Ahad Allah. Kdo Zul Kafirin. Tudi ta punca je osvojila sedež v skupščini zvezne države. Je otrok nezakonitih priseljencev. Nekoč je protestirala z naglavnim prakom Hamasa in za 11. september je krivila ameriški rasizem. In zakaj je to pomembno? Ker gledamo, kako demokratični socialisti, komunisti prevzemajo demokratsko stranko. In kje smo to že videli? Predsovjetska Rusija. Imeli ste bolševistično-komunistično stranko in menševike. Vladimir Lenin je nadzoroval bolševike in želel je uničiti menševike oziroma običajne demokrate. Strategija je bila vedno iti na območje, ki običajno voli demokrate, prevzeti nadzor in nato zamenjati običajne ljudi z radikalci. Nato trdijo, da je njihova nora manjšina večina. Ustvarite lažen občutek priljubljenosti, pretvarjate se, da je manjšina priljubljena, razširite to med mladimi in poskrbite, da bodo vsi o tem govorili. Lenin je to naredil, nato pa izvedel čistko nad tradicionalnimi menševiki in prevzel oblast. Zato manjšina na papirju postane večina. Za Lenina menševiki niso bili dovolj radikalni. In za današnje socialiste demokrati niso dovolj radikalni. Mamdani je današnji Lenin. Vidite posnetke njih povsod po družbenih omrežjih, kjer vas skušajo prepričati, da je to novi val, da gremo v to smer in to naj bi bilo kul. Moti se. Večina ljudi noče kandidatov, ki sovražijo Ameriko, sovražijo zaveznike, zasegajo zasebno lastnino, vas obdavčujejo do onemoglosti, ljubijo teror, spreminjajo spole in se brišejo z ameriško zastavo. Nočejo komunistov, želijo si normalnosti.
Le 10% prebivalcev mesta New York je glasovalo na teh volitvah. Večina ljudi je ostala doma. Ni jim mar. Ampak veste kaj? Apatija izvoli norce. Danes so to kongresniki, jutri bo to tip z nacistično tetovažo za senat. Naslednje leto bo AOC za predsednico in potem bodo komunisti na oblasti. Ljudje, čas je, da postanete bolj pozorni na lokalne volitve, preden vas in celo državo vse skupaj požre. Postalo je res temačno, ampak tako bo vsa Amerika, če ne ukrepamo hitro. Tukaj, to je Chloe, je čudovita, obožujem njeno vsebino. Joj, mi dobesedno samo pustimo tem ljudem, da to počnejo. Povedo nam svoje strategije, povedo nam svoje načrte in mi jim samo pustimo. Mislim, da je čas, da prenehamo popuščati. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.